Spoštovani obiskovalci in obiskovalke knjižnega sejma tukaj na Gospodarskem razstavišču, vabim vas, da za trenutek morda odložite knjigo ali pa delo, prekinete prijetno druženje in se nam pridružite tule v pogovornem kotičku, kjer vas čaka košček potice in sploh pogrnjena miza. Namreč tako je vedno bilo v zgodovini, se vam ne zdi? Imamo parlament in dolga zasedanja, imamo svete RTV, ki odločajo o usodi našega programa, imamo združenja, zbore, sindikate, številne sestanke, ampak na koncu se ljudje od nekdaj zmenimo za lepo pogrnjeno mizo ob domači jedači, kozarcu dobrega vina. Tako so od nekdaj padale usodne odločitve. In to bo danes tudi malo tema tega zadnjega pogovora tukaj v tem kotičku. Predstavili bomo dve novi knjigi, ki sta pred kratkim izšli pri založbi Hart. In sicer Hrana, najstarejše diplomatsko orodje. O gastronomski diplomaciji bomo danes govorili. In nazadnje pristali tudi za prazničnim omizjem, z obuditvijo praznikov in nekaterih značilnih tradicionalnih jedi. Obe knjigi je spisal gost, ki že sedi poleg mene, profesor dr. Janez Bogataj. Človek, za katerim vedno stoji vejica, Janez, in potem lahko še dolgo naštevam, kje vse ste bili, kaj vse ste napisali, kaj vse počnete. Dr. Bogataj je etnolog, je tudi predvsem umetnostni zgodovinar, ampak nikoli ne rečemo ljubitelj gastronomije, Janez, dobre hrane, pečete odlično potico. Ja, morda je, bi rekel, moja strokovna pot temu botrovala, ne, da pa tudi sicer zelo nerad izpostavljam podrobnosti zasebnega življenja, ne. Če je bilo mišljeno to kuhanje kot ena od sestavin zasebnega življenja, ne. Res pa je, da sem svoj čas mogoče imel malo več možnosti za to in predvsem časa. Zdaj sem se pa odločil poseben od takrat, ko sem zaključil delo na fakulteti, da bom malo pospravil po svoji dokumentaciji, ki se je nabirala desetletja in desetletja, in sem našel tudi v tej založbi odlično, bi rekel, razumevanje. In zdaj kar izdajam knjige, a ne. Druga stvar, ki je botrovala tudi tema dvema knjigama, o katerih bo danes govor, je pa obdobje korone, ne, ki ga razumem kot eno odlično obdobje v mojem življenju, zaradi tega, ker sem kar 8 besedil napisal v tem času in mi ni bilo treba hoditi na brezplodne sestanke in druga srečanja, ki nam samo jemljejo čas in parajo možgane, a ne. Skratka, verjetno sem en redkih, ki rečem, da je bilo koronsko obdobje pozitivno, ampak resnično z tega zornega kota prav gotovo. Ampak nekaj je na hrani, na vseh teh stvareh, ki jih postavljamo na mizo, stvari, ki jih zaužívamo, ne samo za praznike. Nekaj je na tej hrani, da se že toliko let, tudi kot etnolog in umetnostni zgodovinar, vedno znova vračate k tej temi. Velja potem, da povej mi, kaj ješ, in povem ti, kdo si? Ja, to, hrana v bistvu je v vseh obdobjih zgodovinskega razvoja združevala ljudi, ne. In bolj, ko gremo nazaj v zgodovino, bolj vidimo, da je bila povezana s številnimi obrednimi dejanji tudi, ne. In na področju diplomacije, a ne, ki je predmet te knjige, pa toliko bolj, a ne. Tudi ta naslov knjige sem si sposodil od nekdanje ameriške zunanje ministrice Hillary Clinton. Ona je rekla v eni priložnosti, hrana je najstarejše diplomatsko orodje. Ali pa če navedem enega hrvaškega, zelo znanega diplomata, piše se Hido Biščević,
ki je rekel, če se hočeš z nekom pregovarjati, ga najprej dobro nahrani. Skratka, vidimo tudi iz drugih obdobij zgodovinskega razvoja, recimo vsaj od srednjega veka naprej, ko so nam na voljo bolj, bi rekel, oprijemljiva pisna pričevanja, da je kulinarika oziroma da je gastronomija igrala vedno zelo pomembno vlogo. Pri pomembnih odločitvah v zgodovini. Se opravičujem, že pri Rimljanih, če pogledamo, če gremo še malo nazaj, vemo, kaj je cesar Neron vse počel za mizo in tako naprej. Skratka, hrana je vedno igrala zelo pomembno vlogo. V zgodovino bomo res še stopili skupaj nazaj v našem času, namreč so zelo zanimiva poglavja tudi v pričujoči knjigi. Ampak morda za začetek, da nam pomagate razumeti, namreč knjiga nosi podnaslov Gastronomska diplomacija in Slovenija tudi. Kako opredeljujete, namreč gastronomska diplomacija pa je precej nov termin. Operirate v knjigi z gastronomsko diplomacijo, kulinarično, oziroma kulturno diplomacijo, da morda za začetek malo opredeljiva te novejše pojme. To popolnoma drži. Termin je zelo nov. Vsa stvar se je začela razvijati tam okrog leta 2005-2006, tudi na svetovni ravni. Teoretično že nekoliko prej, to so začeli Francozi recimo, ampak drugače pa je, če govorimo o samem terminu gastronomska diplomacija, ta termin se uporablja v različnih inačicah. Eni imenuje tudi kulinarična diplomacija, eni pravijo temu okusna propaganda, recimo. Se pravi, v vsakem delu sveta je ta terminologija nekoliko različna. Jaz sem se pa s tem srečal pred leti najprej na svetovni razstavi v Milanu, ki je bila močno v celoti zastavljena z vidika te gastronomske diplomacije, in sem se tam prvič pravzaprav srečal s tem terminom. Še bolj sem se pa srečal s tem terminom in pa z vsebino v San Sebastianu, kjer je bil kongres Svetovne turistične organizacije. In ena od glavnih tem je bila gastronomska diplomacija. In to me je pa neverjetno, bi rekel, pritegnilo. Poslušal sem vsa zelo zanimiva predavanja in ko sem se odpravljal iz San Sebastiana na letalo, sem rekel, to moramo pa tudi nekaj za Slovenijo narediti v tej smeri. Potem seveda sem si delal določene zapiske, iskal sem literaturo, ki jo ni kdo ve, kaj je velika. Morda bi v svetu lahko na prste obeh rok naštel knjige, ki so z tega zornega kota išle. Zdaj pa, da mi ne bi kdo te izjave očital, moram povedati, da je zelo malo knjig, ki opredeljujejo gastronomsko diplomacijo. Je pa razmeroma nekaj knjig, ki pa uresničujejo en vidik gastronomske diplomacije, in sicer na tak način, da recimo soproga enega veleposlanika v nekem kraju, v neki prestolnici neke države napiše monografijo, kaj je to veleposlaništvo pripravilo za zajtrke, kosila in večere, kadar so imeli kakšne pomembne goste. Skratka, teh knjig je pa razmeroma veliko, ponavadi so zelo lepo opremljene, tudi velikih formatov, teh coffee table book, kot rečemo, in skratka, teh je pa razmeroma veliko. Medtem ko knjig, kakršna je tudi moja, je pa razmeroma malo, in čeprav seveda na svetovnem tekmovanju najboljših kulinaričnih knjig, ki jih prireja gibanje Gourmand, njegov predsednik je vam znan priimek Cointreau,
Eduard Cointreau, se pravi, eden od solastnikov firme Cointreau, ki dela znane likerje francoske. No, on ima pa v razdelku, med tematskimi razdelki tega tekmovanja tudi gastronomsko diplomacijo. Sama sem bila res presenečena, da je to tako mlad pojem, namreč zdi se tako samoumeven. Tudi v knjigi pišete, med zgodnje primere, ki jih uvrščamo v zgodovino gastronomske diplomacije, so zapisi v Bibliji, med katerimi je najbolj značilen primer poročilo o Kristusovi zadnji večerji. V Evangeliju apostola Mateja je zapisano: prvi dan opresnikov pa so pristopili učenci k Jezusu in rekli: kje hočeš, da ti pripravim pašo? In ta paša je bila zelo simbolna, tudi kaj so jedli na tej zadnji večerji. To je treba simbolno spostaviti na prvo mesto, recimo. Drugače pa na to vprašanje ali pa na to vašo misel, da je presenetljivo, da se šele zdaj govori o gastronomski diplomaciji, mogoče komentiram na ta način, da o diplomaciji, kakršna je danes, se pravi o gastronomski diplomaciji, se pravi, da je to sredstvo za doseganje nekih ekonomskih ali pa promotivnih uspehov. Čeprav, če pogledamo natančno v zgodovino, je tudi tam bil eden od ciljev ali pa najpomembnejši cilj, da si dosegel določen uspeh. Recimo primirje z njim vojskovodjo ali pa izkazovanje neke neverjetne gostoljubnosti. To, kar piše recimo kancler Oglejskega patriarha Pavlos Antonino na svojem potovanju po tudi slovenskih krajih, to je verjetno, to je sigurno najstarejši zapis, nadroben zapis o pogostitvah, ki jih je doživljal tudi na gradovih in pa v župnijah po Sloveniji, po današnji Sloveniji, delu današnje Slovenije. Tako da vidimo, da je vedno bil namen ne samo polnjenje želodcev, se pravi ne, ali pa če tako rečem, ali pa če to potrdim z pregovorem, jemo zato, da živimo, vendar ne živimo zato, da bi le jedli. Skratka, je bil vedno ta motiv zelo prisoten. Omenili ste antično Grčijo, Rimljane. Imava motive seveda v Bibliji. Srednji vek zelo pomemben za diplomacijo za mizo. In prav ta Santonino, če bi mogoče ene dve vrstici prebrali, boste videli, kako zanimivo on opisuje, kaj se je vse jedlo. Naj povem, da je v sosednji Avstriji šla ena drobna, zelo tudi po formatu, že pred leti kuharska knjižica, kjer so na sodoben način interpretirani recepti iz tega zapisa Pavla Antonina. Zdaj, če najdem hitro tole, čakajte, kje pa, tlele bo, meni se zdi, včasih se v lastni knjigi ne znajdeš prav hitro. Pri vas sploh, ko jih je toliko. Že danes dve. No, zelo zanimiv primer je, medtem ko iščem, je tudi Herman Celski, ki vemo, da ne le kmečki človek, ampak tudi odličnjaki te družbe takratne so imeli za cilj, da enkrat v življenju potujejo na romanje v Santiago de Compostela. In Herman II. Celski se je enkrat odločil in je bil oblečen v zelo navadna oblačila, ker to je bilo pač spokorniško dejanje. In spremljali so ga pač neki konjeniki. In ko je prišel na ozemlje španskega cesarja, je ta cesar čez bil navdušen, da je en odličnik iz ene dežele, ki je bila seveda za takratne čase blazno daleč, da je prišel na teritorij njegovega imetja in je takoj naročil, da morajo ne vem kakšne pogostitve narediti in predvsem tudi darila. Ampak Herman je rekel, ne, jaz sem na spokorniškem potovanju in je to odklonil, razen to, da sta se
kraljem španskim pač pogovarjala in je rekel, če pa že hočete mi kaj dati, bi pa zelo rad imel eno ogrlico iz ribje luske, kot se je temu rekel. Namreč to je taka ogrlica, ki so lističi zlata položeni tako kot ribje luske gor. Zato se reče ogrlica v podobi ribje luske. No, to je en tak primer, ne. Zdaj seveda za Santonina bi pa moral tlele poiskati, se upravičujem, medtem, ko ga iščem in pa ga ne najdem, naj povem, da je še eno tako zelo zanimivo pričevanje iz zgodovine tega pojma pri Žigi Herbersteinu. On je bil odposlanec, danes bi rekli diplomat, ruskega, oziroma ne, nemškega cesarja v Rusiji in je izdal eno zelo debelo knjigo z naslovom Rerum Moscoviticarum Commentarii, kar pomeni moskovski zapiski po slovensko. Še danes zelo pomembna knjiga. Ja, pravzaprav prvi človek, ki je Rusijo tako natančno opisal. On je Rusijo odkril Evropi, to je dejstvo. To mi včasih premalo poudarjamo in smo premalo ponosni, da tudi ljudje, ki so živeli na ozemlju naše Slovenije, so pomembno sooblikovali, bi rekel, celoten evropski prostor. No, in on zelo zanimivo tudi opisuje, kako so tam v Rusiji čezmerno uživali vodko. Izpostavi to posebno, bi rekel, značilnost njihovega obnašanja za mizo. Res pa je, da zdaj pri najboljši volji ne najdem tako hitro tegale Santonina, ampak mogoče ga bom kasneje, pa greva kar Ja, tudi sama imam recimo en tak utrinek. Zdaj vem, da je to bila gastronomska diplomacija na svojih poteh. Južna Srbija, Leskovac, kraj, kjer konzumirajo največ mesa na prebivalca. Saj znan leskovački ražen. Ena zanimiva zgodba o leskovačkem žaru. Namreč maršal z naše prejšnje države, ko je gostil pomembneže, tiste, ki jih je imel najraje, ki so mu bili zelo pri srcu, za tiste je vedno dal zakuriti žar. In Tito je imel osebnega žar mojstra iz Leskovca, to je bil gospod Bure. In on se je še vedno spomnil, kaj vse se je jedlo. In največja oboževalka žara je bila britanska kraljica Elizabeta, ki je nekajkrat bila pri Titu in maršal je dal zakuriti žar. In Bure je to tako lepo razlagal, kaj vse se je jedlo. V bistvu za take priložnosti so pravzaprav iznašli ta leskovački voz, leskovački žar. On je razlagal, taki čevapi, kobasica, pila se je ružica. Tako da to so bili res natančno sestavljeni meniji, tudi iz obdobja neuvrščenih je teh menijev, resnično ohranjenih. V zvezi z Josipom Brozom, to tudi navajam v knjigi noter, so tudi zelo zanimive stvari z tega področja. Recimo ena prvih pogostitev, ki je bila v stavbi današnjega slovenskega parlamenta, to je bilo leta 1960 in je tam na jedilnem listu nekaj, kar bi današnji državni uradniki seveda po mojem imel kaplji vode utopili, če bi to predlagal. Namreč ajdovi žganci so bili tudi. To je zanimivo, da v okviru prejšnje družbene ureditve, tudi po zaslugi Broza, se je večkrat na jedilnike dajalo tudi lokalne in regionalne jedi, kar se mi zdi zelo, zelo dobro in je to danes ena od temeljnih teženj v sploh prizadevanju gastronomije v svetu, v Sloveniji še najmanj, ker pri nas je itak tako, da se samo en tip ljudi spozna tudi na to področje in temu primerno se potem delajo pogostitve. Zelo lepo vidite, vrhunska diplomacija s pomočjo ajdovih žgancev in čevapčičev. Tako. Ja, je kraljica jedla tako, če bi smela, bi si oblizala prste, pa ni šlo. In tako počasi se tudi približujeva današnjim časom, tudi današnji državi. Veliko ste v zadnjih letih
bili vpleteni v različne gastronomske zgodbe, ko so se postavljali recimo Okusi Ljubljane, je tudi išla imenitna knjižica o jedeh iz Ljubljane, pomagali ste tudi drugim krajem. In tudi Maribor tudi, Maribor, recimo. Maribor je bil drugi, s tem, da pri Mariboru sem bil urednik, pa avtor parih krajših poglavij, medtem ko soavtorice so moje kolegice, in tako da Maribor ima tudi tako knjižico o okusih Maribora. Tako, ampak večkrat tudi sodelujete s Slovensko turistično organizacijo pri različnih strategijah. Bili smo tudi gastronomska regija Evrope, ampak kot pišete tudi sami v knjigi, pa nekako ta gastronomska diplomacija je še kar precej v povojih v Sloveniji. To je bilo zdaj zelo lepo povedano, zlasti s temi povoji. So diplomatska. Jaz se moram, glede na to, da smo na taki ugledni prireditvi, tudi malo disciplinirati, da ne bom kaj hudega rekel. Ampak dejstvo je, da mi smo pozabili, da imamo pri Tromostovju spomenik enemu Slovencu, ki je pisal France Prešeren, in da je ta France Prešeren poleg številnih verzov rekel tudi naslednje, da le čevljem sodi naj kopitar. Mislim, da bi ta vers morali večkrat na glas ponoviti, predvsem se pa ravnati po njem. In glede na to, kar ste me vprašala, bi na tak način odgovoril. Mi smo še zelo v povojih, čeprav imamo odlične pogoje za vse to, in mislim, da bo treba tudi tukaj narediti en preskok. Recimo, številne evropske in neevropske države polagajo veliko pozornosti temu, namenjajo na vsezadnje tudi določena sredstva, saj na pamet ali pa brezplačno se te stvari ne da delati. In recimo, tak klasičen primer je Tajska. Tajska je vložila nek kapital v razvoj gastronomske diplomacije, ker so ugotovili, da morajo na eni strani čim več tujcev kot turistov privabiti na Tajsko in na drugi strani čim bolj razširiti verigo tajskih restavracij po svetu. Kar pomeni, da se tem tajskim restauracijam prodaja tudi določena živila, ki jih drugod ni na voljo in oni jih pa potrebujejo. In kaj se je zgodilo? Na nek dan X so naredili dan tajske hrane na Trafalgar Squareu v Londonu. To je bilo vse brezplačno in ljudje so lahko okušali tajsko hrano. Istočasno so pa sklenili pogodbo z neko agencijo, ne tako, kot jih imamo v Sloveniji, da v ponedeljek delajo reklamno akcijo za pralni prašek, v torek pa turistično promocijo. No, se pravi, so sklenili pogodbo z neko agencijo, ki je potem pol leta beležila, kako je naraščal ali pa upadal obisk prebivalcev Velike Britanije na Tajskem. In po enem letu so potem, po pol leta, so to raziskavo razširili še na eno leto, in od takrat naprej se je interes za tajsko kuhinjo močno povečal in predvsem prihod turistov iz Velike Britanije na Tajsko. To je en tak konkreten primer, ampak tukaj ni nekega enotnega recepta, da bi rekli, ja, gastronomsko diplomacijo se pa dela tako, pa tako, pa tako. Ne. Od primera do primera, od narave in kulture in načina življenja določene države na določen način v določeno državo in tako naprej. Tako da, recimo, če povem še en tak iztrgan primer. Ko je bil prejšnji predsednik Združenih držav Amerike svojo slovensko soprogo Melanijo na obisku pri papežu v Vatikanu, je papež gospod Trump vprašal, a možu spečete potico. Zakaj je to vprašal? Zaradi tega, ker to vemo,
da on zelo rad lije potice, ki mu jih pač ali iz Republike Slovenije ali pa tam tisti naši in naše, ki so zaposleni v Vatikanu, občasno tudi pripravijo. Pretežno italijanski novinarji so bili malo površni, to je značilna ta mediteranska površnost, so zapisali v medije, da je papež vprašal Melanijo, če peče pico, ker so pač mislili, to spet vidimo, kako ta gastronomska diplomacija pride v zavest ljudi, da kar potico pa pico zamenjajo. Ampak lahko priznamo, da to je bila ena najboljših reklam takrat za potico. No, se to bom pa zdaj v drugem delu povedal. In seveda, so to zapisali, ta zapis je povzela večina vodilnih svetovnih medijev. In zdaj pa nastopa vprašanje, kaj bi morala Republika Slovenija storiti, da bi postali zanimivi v svetu tudi zaradi te potice, recimo. Mi bi morali pripraviti največ čez en teden dan slovenske potice na recimo Trafalgar Square v Londonu ali pa pod Eiffelovim stolpom v Parizu. In seveda brez delegacije slovenske, z dvema človekoma. Eden bi rezal potico in bi jo ponujal, drugi bi pa delil turistične prospekte in še drug propagandni material. To bi bil velik uspeh in to smo seveda zamudili. Kaj smo naredili? Nič. Samo razprave so se začele... O člankih, ki so pisali o potici. Po naših medijih, a je govoril o pici ali o potici. Vem pa od ene osebe, ki je stala zraven, da je vprašal za potico, ne pa za pico. To je pač en iztrgan primer, o tem tudi pišem noter v knjigi. Se to mi je všeč pri tej knjigi, ker je po eni strani zelo poljudna, zelo zanimiva, greste res v zgodovino, po drugi strani pa tudi zelo strokovna. Za vse tiste, ki se ukvarjajo s turizmom, neki primeri dobre prakse, torej omenila sva Tajsko, ki je dejansko ena prvih držav, ki je res veliko sredstev. Ali pa Peru, recimo. Sploh Azijci so zelo prisotni. Azija je zelo močno zastopana tle. To je dejstvo, to, kar pravite, da je strokovna in poljudna. Se nehote spomnim na eno misel, ki jo je izrekel pokojni pisatelj Franc Saleški Finžgar, ki je rekel, da knjigo je napisati treba tako, da bo razumljiva za navadne ljudi in da ne bojo bolela ušesa intelektualcev. Tako da, to mi je bilo tudi vodilo pri tem pisanju. In kot rečeno, knjiga je razdeljena v bistvu na 3 dele. Najprej je ta zgodovinski del, ki se nekje zaključi z našo osamosvojitvijo. Tukaj bom povedal en primer potem, takoj, ko tole navedem. Potem srednji del, ki razdela gastronomsko diplomacijo, kaj to je, s čim je to povezano in tako naprej. In zadnji del, ki govori o tem, kaj bi morali narediti, da bi tudi Slovenija bila prepoznana kot dežela, država z razvito gastronomsko diplomacijo, in tam navajam od predsednika države, zdaj moram reči predsednice, potem ministrstva vsa, kaj bi lahko naredila, slovenska turistična organizacija, kaj bi morala narediti. Recimo, če omenim slovensko turistično organizacijo, lani in predlani so se odločili, da bo glavna tema naše promocije gastronomija. Po 2 letih so to ukinili. To je neumnost brez primere, ker gastronomija mora biti ena stalnica. Vidimo tudi iz samega zgodovinskega razvoja gastronomije, da je bila hrana vedno vodilo gospodarskega prizadevanja, družbenih odnosov in duhovne ustvarjalnosti. To je ta trojica, ki je med seboj tudi vzročno povezana in seveda mora usmerjati tudi to področje. To, kar sem pa prej, ko sem začel o tem govoriti, omenil, bi pa povedal en primer iz novejšega časa,
ker moram reči, da kljub temu, da nimamo gastronomske diplomacije še postavljene kot sistema, kot metode, je pa nekaj izjemno pozitivnih primerov. Enega bom navedel. Pred leti je bil kongres zdravnikov v Ljubljani, svetovni kongres, sem že pozabil, kakšna smer medicine je bila. In zadnji dan, zadnji večer so slovenski organizatorji si zaželeli eno lepo večerjo v Cankarjevem domu in so eno od teh catering podjetij naprosili oziroma naročili, da to večerjo pripravi. Takratni direktor tega podjetja me je poklical in rekel, smo dobili to naročilo, a bi nam pomagal sestaviti jedilni list. Prav zanimiv, so rekli, da naj pripravimo samo slovenske jedi. To je že prva pozitivna stvar. Sem rekel, če je pa temu tako, kaj pa če bi naredili jedilne liste ali menijske kartice, ki bojo malo drugačne, kot smo jih sicer vajeni. Ja, kaj pa? In sem šel do enega mojega znanca, ki je zdravnik, sem rekel, daj mi en prazen obrazec od recepta. In mi je dal pač iz trgov, iz tistega bloka, se poznate, hodite kaj po tablete in tako naprej. In jaz sem potem to vložil v računalnik in sem stiskal ven tam, ki piše lečeči zdravnik, je bil naziv tega podjetja z področja cateringa. In potem tam, kjer se navaja recepture oziroma kjer se navaja imena zdravil, sem navedel seveda jedilni list in na koncu se je ta gostinec tudi podpisal kot lečeči zdravnik. Ampak kaj hočemo zdaj povedati? Vsi jedilni listi niso končali na radiatorjih v tisti dvorani ali pa nekje v koših, da kaj bolj malo mečejo, ponavadi na radiatorje odlagajo ali pa na okenske police, ampak so jih vzeli domov in mi je glavni organizator tega srečanja rekel, prav to se nam pa še ni zgodilo, kaj pa? Ja, dobili smo ogromno število elektronskih pošt, v katerih so se nam predvsem zahvalili za originalne jedilne liste in nekaj zdravnikov iz celega sveta je rekel, da so jih okvirali in obesili v njihovih ordinacijah. S tem je bil dosežen en odličen uspeh. Poglejte, kaj se da z enostavnimi stvarmi narediti. Se pravi, z malimi koraki pa z enostavnimi sredstvi se lahko delajo zelo, zelo velike zgodbe. Tako, in vsi ti triki, ideje in veliko zgodovine v tej res zelo zanimivi knjigi za branje, torej Hrana, najstarejše diplomatsko orodje, gastronomska diplomacija in Slovenija. Knjiga, bi mogoče še to omenil, naslovnico je delo neke mlajše oblikovalke, moram reči odlično, sem bil zelo navdušen, ki je ena roka drži žlico, druga pa palčke. Se pravi, tudi s to naslovnico pokažemo, za kaj gre. Gre vedno za dvogovor ali pa tudi več govor skozi hrano, skozi jedilne obroke, skozi obnašanje za mizo in tako naprej. Dobro, toliko na kratko o prvi knjigi, ker smo zadnji, lahko to kotiček še malo podaljšamo. Santonina pa nisem našel. Bomo v miru, je še čas, tako počasi. Je pa objavljeno noter. Namreč danes sva omenila že enega pesnika, ki stoji tam na tistem lepem trgu našega Prešerna. Imamo pa še en lep spomenik, ki stoji nedaleč stran na enem drugem trgu. Mislim, da ni slučaj, da je prav tam Ljubljanska tržnica. Je tudi pesnik, pa založnik. 1799. Torej, vodnik, ki nam je dal prvo kuharsko knjigo v slovenskem jeziku. Kuharske bukve. Moram jo pohvaliti. Profesorji ponavadi kritiziramo, ampak jaz sem vedno to metodo, da sem rekel, pohvaliti treba to, kritizirati pa to. Ampak v tem primeru moram pa pohvaliti, ker redko kdo od novinarjev
to pravilno pove, da je Valentin Vodnik avtor prve kuharske knjige v slovenskem jeziku, ne pa prve slovenske kuharice. To je velika razlika. To je velika je razlika, pa res, ja. da je prav Vodnik potem odprl zlato skrinjico za podobne knjige, ki so si potem sledile, tudi prva slovenska kuharska knjiga, Tako. res z domačimi jedmi iz naših krajev. Ampak Vodnikova knjiga mi je zelo všeč, rada včasih prelistam. Kuharske bukve tudi v digitalni različici obstajajo na spletu, ker je tako pisana v razsvetljenskem duhu. Ne gre samo, ni samo poudarek na receptih, ne, Ja, gre, to- dejansko je želel dati nekaj več. Za Vodnika itak vemo, ne, on je bil z eno nogo je bil romantik, z drugo nogo je še vedno v razsvetljenstvu stal, ne. In zelo malo je znano, da je avtor prve kuharske knjige v slovenskem jeziku, ampak avtor še enega drugega priročnika, kar je šokantno za takratni čas, pa za moškega, namreč priročnika o babištvu. On je ampak seveda, to je prevedel enega češkega avtorja, mislim, se je pisal Matošek. Se pravi, je kot razsvetljensko delujoč avtor objavil dve deli. En priročnik za kuhanje, a ne, pa en priročnik za rojevanje, če temu tako rečem. In zelo zanimiv, ne, to je bilo še v času, ko babiška služba še ni bila uradna služba, a ne, in so si ženske med seboj pomagale v okviru družinske skupnosti ali pa na ravni kraja, recimo, pri porodu. Babiška služba je bila kasneje ustanovljena in to vem, ker je moja prababica je bila ena od prvih uradnih babic v Sloveniji. Imela je pa enega nezakonskega sina, to je bil prvi njen otrok, ki pa je bil, kljub temu, da katoliška cerkev tega ni želela početi, ki je bil pa krščen. Zakaj? Ker so imeli to izjemo in so rekli, če bo pa babica, mora imeti pa izkušnjo. In seveda ona je imela izkušnjo z lastnim rojevanjem in je potem seveda tega otroka dala, lahko tudi kar se upravičujem, ampak zadnje čase sem malo familijo raziskoval. Meni je vedno všeč, ko malo zaidete, ker vem, da bo zagotovo zanimivo. Ampak z Vodnikom smo nekako... Ampak drugače pa, kot rečen, ne se upravičujem, zdaj je bilo nevljudno to. Ne, jaz sem samo malo skušala pričarati tole vzdušje, da greva k drugi knjigi, ki jo sedaj držim v rokah. Namreč tudi zdi se mi, da je malo napisana v takem razsvetljenskem duhu. Praznična omizja. To ni knjiga z recepti. Pa tudi ne v Črnem petku. Tudi ne v Črnem petku, ampak to je knjiga, ki tudi praznike postavlja na eno tako lepo mesto. Že kako lepo razložite, odkot prihaja ta beseda, že na začetku knjige. Ta beseda, a povem to. Praznik izvira iz pojma prazen biti, kar pomeni ne delati. Prazen biti dela. To bi bilo dobro, če bi že otrokom v šoli povedali, ker ponavadi, kadar je kakšen praznik, ljudje kar veliko delajo, zlasti čez tiste praznike, ki padejo na tople mesece. Tako da to je pač, človeško življenje je vpeto v ritem vsakdanjikov in praznikov. Ja, kar je meni všeč pri praznikih je to, da v osnovi je dobro, ko obrnejo vse na glavo. Recimo Arabci to vedo pri Ramadanu, za en mesec bo življenje povsem drugačno. No tudi pri nas je za praznike, samo morda iz napačnih razlogov, ko smo vsi živčni, božična darila, nakupovanje, šli smo res v drugo skrajnost in zato se mi zdi ta knjiga tako lepa, ker praznik je spet postavlja na ene druge, tiste lepe, dobre stare temelje. Tudi oblikovanje, moram reči, sem zelo kot avtor zadovoljen, ker še z oblikovanjem knjige to še dodatno se potencira. Torej knjiga, ki res ob prazniku vabi spet za pogrnjeno mizo. In tako lepo ste sortirali praznike in tradicionalne jedi za njih, slovenske jedi. V glavnem, jaz sem pač izbral, oziroma tako bom rekel, napisal sem vse praznike, tiste, za katere še imamo
taka in drugačna gmotna pričevanja z določenimi jedmi, ki so bile značilne za polpretekla in pretekla obdobja, in so seveda en zelo, zelo pomemben ustvarjalni izziv za naše sodobnosti. Mi ne kuhamo in bi bilo to zelo zmotno, če bi kuhali zgodovino ali pa muzej. Jaz pravim, ne delamo muzeologije z tega, ampak nam ta muzeologija pomaga za iskanje nekih ustvarjalnih sodobnih rešitev po meri našega časa. Res pa je, tukaj je pa podpiče, res pa je, da je treba pri tem pa paziti, dokdaj neko jed, bi rekel, interpretiramo in dokdaj je neka jed še tista jed od takrat in tam, ko pa postavimo, bi rekel, ograjo, pa rečemo, to je pa že nekaj novega. Če povem spet z enim primerom, v enem ljubljanskem hotelu je pred par leti bil en sprejem in je en zelo znan slovenski kuhar naredil tudi eno kašasto jed v kozarcu. In ko jaz to dobim, pa žličko kavno sem zraven dobil. Sem ga takoj poklical in sem rekel, poslušajte, kaj pa je to? Je rekel, to je pa štrudl. To je bila ena kašasta jed, veste, za katero je sicer uporabil sestavine kot za zavitek oziroma štrudl. To je ta sodobna kulinarika. Veste, kaj počnejo? Vzamejo jed, jo razštelajo, razstavijo v prav faktorje in potem sestavijo na novo. Izvolite gibanico. No in on bi moral seveda povedati, da je uporabil sestavine za zavitek ali štrudl, ampak jih je iz tega naredil neko novo jed, ki bi moral dati tudi novo ime. To ni bil več štrudl, to je bilo kuharjevo veselje ali pa ne vem kaj, unionsko presenečenje recimo. Zanimivo, danes smo že menili, že papež je opazil, da Melania svojega Trumpa hrani s potico, kar se dobro vidi, če smo iskreni. Dobro, hranjen. Ampak žal na ta psihološko področje pa slabo vpliva. Čeprav je veliko orehov, orehi so dobri za možgane, tu ni poznat kaj tega. To pa ni najboljše. Ampak kar mi je všeč tudi pri vaši knjigi je to, da tudi potico recimo predstavljate ob prazniku reformacije. Tudi Trubar, naši reformatorji, zelo, zelo pomembni že za prve omembe potice pri nas. On je prva pisna omemba potice v obliki povitica je pri Trubarju. Prva likovna upodobitev potice, prvi recept za potico, opisni recept, je pri Janezu Vajkardu Valvazorju. Ni napisano 15 dag tega, pa 10 dag tega, ampak je opisni recept. Prva ilustracija potice je pa v monografiji oziroma v enciklopediji Österreichische monarhije, ki je išla konec 19. stoletja in tam je Jurij Šubic narisal krajinski velikonočni žegen in v jerbasu tako po koncu stojita tudi dve potici. Že potici, ki imata v sredi luknjo, ker potica je kaj? Potica je testeni zvitek z luknjo v sredini, medtem ko se je ta oblika potice z luknjo v sredini razvila šele, bi rekel, na prehodu iz 18. do 19. stoletja, bolj v 19. stoletju. To je bil en izum, izumitelja ne poznamo in do tega je prišlo zato, da se je sredica tega kolača še bolj prepekla. Tudi mi imamo danes tisto pravo potico z luknjo, kar nekaj jih imamo, kranjski kolaček vas tudi vabi, da jo skupaj poskusimo čez nekaj trenutkov. Praznična omizja, pa druga knjiga profesorja dr. Janeza Bogataja, ki smo jo danes predstavili. Janez, in sedaj je pred nami Miklavževo, Miklavževanje. Kako naj bi ga človek potem preživel takole po starem, v dobrem starem duhu? Kaj predlagate? Kaj pravi vaša knjiga? V knjigi govorim predvsem o medenjakih v zvezi z Miklavževimi dobrotami.
ker je to en piškot, recimo, ki je še vedno zelo razširjen v Sloveniji. Mislim, da je Čebelarska zveza pred leti imela kar par let zapored tekmovanja za najboljši medenjak, a ne. Res pa je, da je to tehnološko zelo zahteven piškot, da se je treba, če ni pravilno, če pravilne sestavine niso pravilno porazdeljene, potem rabiš posvet z ne zdravnikom in farmacevtom, ampak z zobozdravnikom, a ne, ker ti hitro kakšno zobno plombo ven vrže. Skratka, to je gotovo ena od značilnosti pri mikavžu, se pravi zelo simbolno vse skupaj, ne. Ko listamo ali pa prebiramo to knjigo, vidimo, da številna hrana je bila zelo, zelo simbolna, ne. In je šlo za ene priboljške samo, ne. S tem se je tudi vsakdanjost dvignila v prazničnost, ne. Računam tudi morda na kakšno zanimivo vprašanje z vaše strani, Ja, lahko, seveda. še česa nismo povedali. Zanimivega sogovornika imamo. Drugače pa predlagam, da skupaj razrežemo potico. Tako. Vabljeni tudi, da kupite knjigo, da si ogledate. Zdaj, če bo ponudila potičko, nisva gastronomska diplomata. Ne. Janez, samo uživava v dobri družbi. Velja. Nič, če je to zdaj, če so to zaključne besede, a ne, mi dovolite, da se vam zahvalim za obisk. Potem seveda vam voščim prekrasne praznike, ki so pred nami. Poglejte v knjigo, pripravite kaj tistega, kar je tukaj izbrano, a ne. In v novem letu vam pa želim predvsem zdravja, ker za vse ostale stvari, kot večkrat pravim, poskrbi pa država. Hvala lepa. Hvala za vašo družbo. Dobro, sedaj pa vabljeni na potičko.